tokratni oddaji Športaj z mano smo se podali v vodno mesto Atlantis, kjer smo se srečali z inštruktorjem potapljanja Samom Leštanom. In se skupaj z njim potopili. Za potapljanje rabite osnovno opremo ABC, plavuti, maska, dihalka, obleka, uteži in pa potem so, bi rekel, malo bolj tehnične stvari, kot je kompenzator plovnosti, regulator in jeklenka. Najprej bova zmontirala kompenzator plovnosti na jeklenko in pritrdila potem še regulator gor. Tako se pripravi oprema za v vodo za potop. Potapljaška oprema je od odzunaj težka, pod vodo ni. Začetnik potrebuje osnovni tečaj potapljanja. Preden se odloči za tečaj, se lahko samo spozna z potapljanjem, temu pravimo spoznavni potop ali Discover Scuba Dive. Potem pa mora opraviti tečaj, da postane licenciran potapljač. Na začetku z osnovnim tečajem se lahko potaplja do globine 18 metrov. Potem lahko naredi nadaljevalni tečaj, s katerim se lahko potaplja do globine 30 metrov. In potem so pa še določeni tečaji specialnosti, maksimalno za rekreativnega potapljača do globine 40 metrov. Odčitava, koliko je noter zraka. V tem trenutku je malo čez 200 barov. In tako je oprema pripravljena za potop. Jaz predlagam, da jo oblečeva v vodi, da ne bova zdaj dajala na sebe, ker je to težko. Uteži pri potapljanju uporabljamo zato, ker potapljač je z vso opremo, ki jo ima na sebi, pozitivno ploven in se ne more potopiti brez primerne obtežitve. Koliko uteži uporabljamo, je odvisno od njegove same plovnosti, vrste neoprena, debeline neoprena, izpodriva njegove opreme. To je treba dejansko zračunati na v osnovnih potopih, koliko uteži se potrebuje. Se da dihati? V redu? Druga stvar, ki je, potapljanja se ne sme jemati rutinsko, ampak je treba biti pri stvari zraven, skoncentriran, ves čas misliti in predvsem imeti pripravljeno opremo in jo lepo tudi shranjevati, skladiščiti, vzdrževati. To je predvsem za varnost in vedno imeti sopotapljača. Pod vodo je potrebno biti pozoren na več stvari, se pravi najprej na dihanje, to pomeni nezadrževanje zraka, potem so pa različne vaje, vaje plovnosti, vaje za v primeru, če sopotapljaču zmanjka zraka, v primeru, da se vam oprema, recimo, ne vem, odpne, morate znati na sebe nazaj dati, morate znati se pravilno
zbalansirati pod vodo, to pomeni vzpostaviti vašo nevtralno plovnost, da se ne utrudite in tako naprej. Vsak ustnik ima tudi regulator, ki ga vstavimo v usta in stisnemo z zobmi. In potem vdihnemo ter izdihnemo. Pod vodo se uporablja znakovni jezik. Gre za zelo preproste znake. Ok, ni ok. Obstaja znak za dol ter znak za gor. Inštruktorja je treba ves čas gledati. Ker obstaja tudi znak za pridi k meni, pa znak za plavajva skupaj. In potem je šlo za res. Regulator v usta ter vdih in izdih. Pa spet vdih in izdih. Jeklenke kot prvo morajo biti hidrostatično testirane po naši zakonodaji na 2 leti. Seveda na jeklenke je treba paziti, da jih nikoli ne spraznimo do konca, da ne prihaja do korozije. Te stvari, pregled jeklenke morajo opravljati pooblaščene osebe. Regulator iz ust in nazaj do usta. Izdih pod vodo in potem dava regulator do usta, vdihneva. Lahko se zgodi, da nam pod vodo zmanjka zraka. To pokaže manometer. Kaj storiti? Sopotapljač dvigne desno roko, da pride do regulatorja, ga pravilno obrne in potem oba dihata na eno jeklenko. Okay. Tap. Dan keluar. 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 Lagi. Draka. Draka. Zaenkrat.